Mož je zameril mami, ga ni znala, ne vem, kot mama, ne vem, njegovem pa objet, karkoli, ne. On to ne reši z mamo, projicira v ženo in z njo ponavlja in odigrava to zamero. Ona kasira ves ta strup, ki se je nabral v njegovem srcu, pa še pa čisto eni drugi osebi. Družinska in zakonska terapevtka, ki vodi tudi delavnice na temo odpuščanja. Ja, jaz pa ugotavljam, da ljudje zelo težko v sebi odpuščamo, ne? Da še druge še nekam pošljemo, pa začnemo pa sebe gnati. Pravzaprav lahko prav tako rečemo, zamera se deduje. Kot slovenski narod vemo, koliko enih zamer, ki so še iz povojnih časov, koliko to še gre iz generacije v generacijo. Veliko ljudi reče, ok, zdaj si ti mene, zdaj bom pa jaz tebe. Zakaj nosimo to v sebi? Ker je to čisto naravni mehanizem, ker gre za eno naravno poravnavo. Ampak problem pri maščevanju je to, da nikoli ne bom mogel na enak način nasprotniku povedati, kaj je meni naredil. Bi pa na tem mestu rada rekla tudi eno veliko zahvalo svojemu očetu in mami, ki sta mi na 50-letnico življenja izrekla javno, pred vsemi, ki so bili povabljeni, opravičilo in sta rekla, nisva znala, oprosti nama, si naju veliko naučila. In tukaj še jaz danes začnem jokati. Tudi meni so se rosile oči. Pozdravljeni in povabljeni v našo družbo. Za začetek vprašanje, če ste že naročeni na YouTube kanal Radia Robin, če še ne, potem storite to čim prej, da boste lahko spremljali vse vsebine, ki smo jih doslej pripravili za vas, pa tudi vse tiste, ki še sledijo. Danes bomo govorili o odpuščanju in v ta namen pred mikrofonom pozdravljam Matejo Kraševec. Dober dan. Dober dan. Matejo, ki vodi center Skupaj, sicer družinska in zakonska terapevtka, ki vodi tudi delavnice na temo odpuščanja. Pa zakaj vam je, Mateja, ta tema tako zelo blizu? Ko sem spremljala ljudi, skozi te terapevtske procese, sem v bistvu odkrivala, koliko ljudje nosimo zamer v sebi. Tako, da ni dovolj samo nekaj ozaveščati, pa se pogovarjati o preteklosti, pa malo pogledati, a ne odnose, ki sem jih živel, pa kaj se je zapisalo vame, ampak predvsem koliko enih težkih občutij, koliko enih težkih stvari se je nateklo vame in sem jaz to zaprl v svoje srce in nas pustim. In ko sem se tako začela tega zavedati, sem začela na to temo prebirati knjige in tako me je prav povabilo, da bi naredila še neko dodatno izobraževanje ali podporo ali pomoč prav na temo odpuščanja. In tako so za mano kar nekaj teh delavnic, taki procesi, ki jih ponavadi peljemo eno celo šolsko leto. Tako da so taka intenzivna srečanja, ponavadi 2-krat na mesec, po par ur. In se ljudje pač res soočajo s tem, kaj se je nateklo v njih in kaj so zamerili, po domače rečeno. Mogoče pa še eno stvar, preden nadaljujeva. Sama sebe sem velikokrat tako presodila, da jaz pa v sebi res nimam nobene zamere. Da življenje teče skozi mene, da imam kar dosti odprto srce in da je kar v redu. Potem sem pa začela se poglabljati in sem ugotovila, koliko globoko zamero nosim v sebi do moje mame. Pa moja mama ni naredila nič tako grozno tacga iz svoje, ne vem, krivde in zla. Preprosto, ko sem se rodila, je isti dan zbolela in so jo odpeljali na infekcijsko kliniko. In jaz kot dojenčica sem ostala v porodnišnici. Brez mame. In to je bilo po moje kar 10 dni, mogoče celo 14. In mama mi je pripovedovala, koliko se je ona prizadevala, da ko bo prišla nazaj, da bo imela prsi žive, da me bo lahko dojila, da si je stiskala to mleko. In jaz sem jo menda zavrnila. In je njo bolelo in pa sem si rekla, ampak mama, jaz sem bila dojenček, ti bi mogla vztrajati, ti bi me mogla pomagati, da bi jaz nazaj te sprejela, ker očitno sem ti zamerila. In zamere so lahko tudi nekaj zelo globokega in nezavednega, kar nosimo s sabo. In ko pridejo na dan, pomeni, da se je o tem potrebno začeti pogovarjati. Tako. Se pravi, nezavedna zamera se kaže
v našem življenju, na kakšen način? Mogoče, a ne, da si do nekoga tako mal distanciran, hladen, da ne spustiš prav, a ne, do srca, ker odnose lahko na polno živimo, če jih spustimo skozi svoje srce. In v odnose pač pol prinesemo vse, bolečino, stisko, veselje, žalost, smeh, vse, kar je v nas. Če pa mi mal, a ne, tako potegnemo ročno, kot bi temu rekla, a ne, pa pomeni, zakaj to počnem, zakaj se ne morem jaz v tem odnosu sprostiti, kaj imam jaz proti temu človeku, kaj se je zgodilo, ne? Včasih pa lahko stvari, ki jih doživljamo, pravzaprav sprojeciramo na nekoga drugega. A ne? In ne vem, zdaj se bom kar tako zmislila, nimam zdaj nobenega konkretnega primera v mislih, ampak naprimer, ne, mož pa žena, mož je zameril mami, naprimer, ker ga ni znala, ne vem, kot mama, ne podpreti v tem njegovem, pa objet, karkoli, ne. Ampak on to ne reši z mamo, pač pa, a ne, projicira v ženo in z njo, a ne, v bistvu ponavlja in odigrava to zamero in ona pravzaprav kasira, če tako po domače rečem, a ne, ves ta strup, ki se je nabral v njegovem srcu, pa še pa čisto k eni drugi osebi. No in to je recimo en tak del, ki mene zelo privlači, pa mi veliko pomeni, da ljudem odpiramo, a ne, to pot, srce, ozaveščanje, da lahko potem postavijo stvari tja, kamor zares padejo in jih rešijo. Se pravi, če se nam morda, ker ste omenili odnos mož-žena, ne izteče tako, kot si želimo, morda je prav, da pogledamo tudi odnos preteklih generacij, lahko zamero nosimo tudi iz roda v rod? Absolutno. Sploh je naše terapevtsko delo namenjeno temu, da vedno gledamo svoje korenine, ne z namenom, da bi šli kritizirati, analizirati in da bi potem ne pristali na tem mišljenju, lej, tacga so me naredili, pač zdaj sem pa taka, ne. Ampak preprosto zato, da bi ozavestili, kere vsebine so se v nas natekle in da bi razumeli, kje zdaj jaz kot odrasel lahko naredim eno pot naprej. Tudi zase poiščem pomoč, poiščem nove odnose, nove ljudi, a ne, zato, da lahko neke stvari razrešim. To, ko ste pa rekla, da se lahko ena zamera vleče iz roda v rod, to pa že kot slovenski narod vemo, a ne, koliko enih zamer, ki so še iz povojnih časov, ko se je tam res velike ene krivice in bolečine, a ne, nabralo v ljudeh, koliko to še gre iz generacije v generacijo, no, tako. In zamera se, pravzaprav lahko prav tako rečemo, zamera se deduje. Lahko jaz nisem imela nič s tistim človekom, a ne, ampak ker je nekdo zadaj za mano imel, jaz lahko enako čutim in nesem ta čutenja naprej, ker prej niso bila rešena. No in to je ta moč in lepota in globina, a ne, te poti in odnosov. Kako vem, da nosim zamero v sebi? Mogoče podobno, kot sem že prej rekla, da nisem sproščen, da čutim, da življenje ne teče skozi mene, da imam veliko tega negativizma, mržnje, sovraštva, distance, da se zapiram, da imam veliko povedati o nekomu in da imam veliko te kritike. In to je vse znak, da srce ni sproščeno, pa da ni obrnjeno v dobro, v ljubezen. Ampak glede na to, da imate terapevtske delavnice kar vse leto, predvidevam, da je to dolgotrajen proces, da pridemo do nekega odpuščanja? Ja, to je kar en dolg proces. Tudi jaz si sama osebno ne nadejam, da zato, ker bomo eno leto procesirali, da bodo na koncu pa vsi odpustili. Ampak je pa ena pot, a ne, ki jo ljudje hodijo in jaz sem res tako ganjena in občudujem vsakega, ki pride tako, a ne, odprt in skrušen, ko čuti, da je z nečim zvezan in da bi rad nekaj s tem naredil v življenju. In to je meni ogromno. Ne, tako, srečem, jaz to takoj bi podprla. Bi pa rada na tem mestu rekla, proces je dolg tudi zato, ker res gre po posameznih korakih. Jaz sem si tukaj pomagala s knjigo, ki nosi naslov Kako odpustiti, ima pa podnaslov Odpustiti, da bi ozdravel, ozdraveti, da bi odpustil. In meni je že to pomenljivo, a ne, se pravi,
če odpustim, prinesem nekaj zdravja, ampak tudi v sebi moram biti dovolj zdrav, da bom lahko odpustil. Se pravi, to gre skozi roko v roki, se pravi, ne da se ločiti teh stvari. No in ta knjiga je meni ogromno dala, to je napisal Jean Mombourquet, in noter omenja teh 12 korakov, ki jih mora človek, ki želi stopiti na pot odpuščanja, prehoditi. In zelo pomenljiv je prvi korak, ki pravi, odpovem se maščevanju, odpovem se maščevanju in se zavestno odločim, da grem po poti odpuščanja. Morda še kakšen korak, se pravi, maščevanje je tisto prvo, zelo pomembno. Veliko ljudi namreč reče, ok, zdaj si ti mene, zdaj bom pa jaz tebe. Zakaj nosimo to v sebi? Potrebo po maščevanju, če se prav dotaknemo najprej tega prvega koraka. Ker je to čisto naravni mehanizem, ker gre za eno naravno poravnavo. Se pravi, bolečina, ki se je v meni nabrala, bi rad, da jo tudi oni, ki mi jo je povzročil okusi. Ampak problem pri maščevanju je to, da nikoli ne bom mogel na enak način nasprotniku povedati, kaj je meni naredil. Ker tako je v mene se zapisalo, to sem jaz doživel. Jaz lahko nekomu podobno stvar naredim ali pa mogoče še 2-krat hujšo, pa mogoče ga ne bo na tak način zaznamovala in prizadela. Maščevanje je pravzaprav en klic, en alarm v meni, da so se krivice mi zgodile in da sem prizadet. In zato jaz vedno, ko v človeku vznikne neka maščevalna ideja, misel, ena potreba po maščevanju, jaz zelo rada temu prisluhnem. Zaradi tega, ker to je znak, da začnemo razumeti, kako globoko in na kakšen način je ta človek prizadet od te krivice. In potem začnemo to maščevanje obračati, v zdravljenje. Se pravi, da ne grem po tej poti maščevanja, ampak da pomagam, da razumem, koliko je mene to razbolelo, prizadelo, potem pa ga začnemo obračati v sebi v dobro, ne v slabo. Mogoče še to rečem na tem mestu maščevanja. Nekdo mi neko krivico naredi, in v meni vznikne, tako, zadavil bi ga. Kaj mi je naredil, zadavil bi ga. In pa res rečem, ok, deva se tukaj ustaviti, deva še enkrat slišati te besede, zadavil bi ga. Povejte mi, koliko ste se vi ob krivici, ki vam jo je ta človek ali pa ta institucija, ta oseba naredila, koliko ste se vi počutil zadavljen. In ljudje ponavadi skozi to, kakšna misel jim pride, da bi se maščevali ali da bi nekaj tismo človeku naredili, ugotovijo, da je bilo pravzaprav to njim povzročeno. Se pravi, neka odslikava. Da so se oni tako počutili ali pa ubil bi ga. Koliko se pa vi počutite ubito ob tem, kar se vam je zgodilo? Saj res, jaz sem ubit ob tem. Ampak zakaj se nekdo počuti ubit, nekdo drug pa ne? Zakaj nekdo ima tendenco maščevanja, spet drugi vrže čez ramo, če se takole izrazim? Ja, ta vrš čez ramo sem jaz malček v dvomih. Tako se mi zdi, da smo ljudje si tako podobni, da en vznik na krivico vsakmu izmed nas pride. Zdaj, koliko bomo pa tega gojili in koliko intenzivno bomo šli v to, tukaj se pa sigurno razlikujemo. In nekdo potem to lažje vzame nase, gre nazaj in gre v en svoj proces, nekdo pa se vrže v tisto. Zdaj, ena od razlag, ki jo jaz čutim, da je zelo močna, pa bi jo upala tudi reči takole na glas, je to, ko doživim eno krivico, to zelo boli. In ljudje smo si tudi v sprejemanju in v nošenju bolečine zelo različni. In nekdo ne zmore začutiti in nositi bolečine in bi se jo rad čim prej znebil, zato bi jo rad unmu nazaj poslal. Nekdo bo pa lažje vzel to bolečino nase in jo bo hotel razumeti. In bo hotel razumeti, zakaj se je to njemu zgodilo, kaj lahko zdaj on z tega naredi v svojem življenju, kako lahko to doprinese eni človeški, rasti, bolj humanemu življenju, načinu delovanja in tako naprej. In tukaj je pa eno tako križišče, ki se ljudje odločijo. In pot, ki jo iščete skupaj, verjetno na teh terapevtskih delavnicah. Absolutno. Torej, prvo je maščevanje. In drugi korak. Drugi korak je sprejeti in srečati se svojo bolečino. Ker to je, krivica, kot sem že prej rekla, vedno prinese bolečino. In zdaj, če se jaz odpovem maščevanju, pomeni, da mi bo ostala bolečina.
In najprej se moram tej bolečini posvetiti. Moram zelo zares jo vzeti. Ker tisti, ki se ne posveti bolečini, ne bo mogel iti po poti odpuščanja. Jaz moram razumeti, koliko je to mene prizadelo, koliko je to mene razvrednotilo, koliko je tukaj nekdo prestopil, podaril vse meje, koliko me je opeharil, koliko me je izigral, koliko me je na nek način tudi zlorabil, zmanipuliral, karkoli rečemo tukaj noter. In ta bolečina je zdaj kar tle. In res pomagati sebi in drugmu, da se sreča s to bolečino. Z bolečino pa kako rokujemo? Treba jo je izjokati, treba jo je včasih izkričati, ker usporedno z bolečino gre velikrat tudi jeza, ki je tudi znamenje, da je odzadaj neka bolečina. Se pravi, pomeni uporabiti vse možne načine in pomoč, da jaz to lahko izkričim iz sebe. Ker če jaz bolečine in svoje jeze ne bom mogel povedati, izkričati, bo ostala zaklenjena v meni in ta dela zamero. In to se odraža tudi v odnosu do vseh drugih, v odnosih? Ja, tako. Če nosi nek človek neko zamero v sebi, jaz sem bila enkrat priča, bom tako rekla, na eni delavnici, je šlo čisto za eno tako specifično obliko terapije, ena taka telesna emocionalna terapija, temu rečemo, ker ljudje so tako zelo v tišini. In vsak, preden se vključi v to delavnico, izpolni en vprašalnik. No in tako je ena oseba, ki je bila udeležena, izpolnila ta vprašalnik in ta, ki je vodil, ta terapevt, ki je vodil to delavnico, je v bistvu iz tistega vprašalnika razbral, da je temu človeku, ko je bil mlad, umrl konj. In je začutil skozi tisti opis, da je ta oseba, ta človek, to dejstvo smrti zaprlo v svoje srce. Se pravi, da ni ne jokala, ne jokal, ne govoril o tem in tako. In ko je bil na tej delavnici, ga je ta terapevt spodbudil in je rekel, greva nazaj v tiste spomine, kako je bilo, ko je umrl, ko je poginil ta konj. In ta človek se je zjokal. Ama je jokal tako, kot da bi res en otroček tam hlipal. In vsi smo se zraven oddahnili, ker smo čutili, da gre nekaj pomembnega, nekaj težkega ven. In potem je ta terapevt rekel, mi smo bili takrat asistenti in smo se pravzaprav ob njemu učili. In smo rekli, zakaj si prišel s tem ven, zakaj si to naredil? Je rekel, če ne boji žalval in odpustil te krivice, tega pogina, tega končka, na katerega je bil toliko navezan, on ne bo mogel več polno ljubiti v življenju. Ne žene, ne sebe, ne otrok, ne nikogar več. Ker bo en del srca zamrznen, zaprt. In to je bila meni tudi ena taka velika šola. Se pravi, težko pridemo sami, brez terapevta, do tako globokih spoznanj v ranem otroštvu, na nek način travm. Tudi to bi lahko bila za otroka ena travma, da mu pogine konj. Zdaj, jaz si ne bi tukaj vzela takega pomembnega in močnega mesta, da brez terapevta pa ne gre. Vsi naši odnosi so v naravi tako narejeni, da nam pravzaprav ponujajo in odpirajo vse te naše globine, ki so zapisane v nas. Tako da kjerkoli je nekdo pristno povezan, iskreno povezan in se odpira drugmu in on njemu nazaj, tam pridemo do teh globin. Tako. In zdaj, tam, kjer se pa zatakne, ali pa kjer se nekomu tako, kar ponavljajo ciklično in čuti, da ne more iti naprej, takrat je pa mogoče v redu, da se usedemo še z enim strokovnjakom, ki pa mogoče zna še na en drugačen način stvari pogledati, spodbuditi, pa čustveno sigurno ni vpleten in to je prednost. Govoriva o odpuščanju, zamerah, jezi, žalosti. Kaj vsa ta čustva prinesejo človeku v življenje? Vedno znova morda bolezen ali bi bilo to pravzaprav pretežko reči? Težko je napovedati vnaprej, da bo rekel, zato, ker se je pa tole zgodilo, se bo pa temu zgodilo tole, pa tole, pa tole. Ampak nič dobrega pa ne? Ne, nekam bo to moglo iti, sigurno. Ker tukaj je pa pomembno razumeti dinamiko oziroma, bom rekla, tudi sestavo naših čustev. Naša čustva so energija.
ne, ki poteka v našem telesu in kroži v telesu. Tako angleščina ima dober izraz, ko reče čustvom emotion, ne, pomeni energija v gibanju. In zdaj energija teče skozi nas. To je čist naravna pot, jaz tukaj ne govorim ne o nobeni obliki, ne vem česa, ne, tako, ampak preprosto dejstvo, ne, tako kako smo zgrajeni. In če se v meni zgodi neka zamera, se pravi, da jaz nekaj stisnem vase, ker se ne upam to izraziti ven in dati ven iz sebe, avtomatično naredim blokado. In tam, kjer sem stisnil, pomeni, da energija ne more teči v polnem teku, ampak začne šibeti. In ker energija šibi, vpliva tudi na krvni obtok, vpliva na naš živčni sistem, vpliva na našo hormonsko ravnovesje, vpliva na naše možgane, se pravi na celoto telesa. In zdaj, če nekaj ni prekrvavljeno, kaj je nekaj skosa, malo zaprto. Kako bi bilo, če bi si jaz tukaj stisnila roko in jo zelo tiščala, na koncu bi imela mravlinčasto. Govorimo o blokadi na nek način. O blokadi govorimo. In ta blokada potem prinese dodatne težave in lahko začne spodjedati. Jaz včasih rečem ljudem, poglejte si Postojnsko jamo, naš biser Slovenije. Ne? Tisočletja je voda kapljala na tisto kamenino in delala te kapnike in mi to hodimo gledati. Ampak na enak način, neka slaba voda, če temu rečemo v prispodobi, kaplja in tudi v nas lahko naredi nekega raka, nek kapnik, ki raste in tako naprej. No, v tem smislu jaz razumem stvari, kako se dogajajo v nas. Še se bova vrnili k korakom, ampak mogoče zamere tako, glede na to, da delate z ljudmi širom Slovenije, pravzaprav nosimo v srcu določenem obdobju svojega življenja skoraj da vsi. Enkrat si jezen na narekovajih, soseda na partnerja, zameriš. Potem so te hujše zadeve, kot te nekdo razočara, prevara, ko te zbode tam, kjer ve, da te morda boli ali ti nekaj očita. Se pravi, to je odpuščanje je del vsakdana, tako rekoč. Kako odpustiti? Ja. Zdaj, jaz bi se še enkrat vrnila, zato da ne bi pozabili. Jeza še ni zamera. Ne? Bolečina še ni zamera. Se pravi, meni nekdo naredi neko krivico in naravni odziv telesa je jeza. In zadej za tem, pride še bolečina. In če jaz to zaklenem v svoje srce in to jezo na en tak konstruktiven, dostojanstven način ne izrazim, se pravi, jeza tudi v našem življenju pride povedati, da moram jaz postaviti eno mejo, da moram jaz se postaviti zase, da moram jaz povedati, tle pa se ne prestopa, to pa meni ni v redu, to pa mene boli, to pa ni v skladu z mano ali pa z mojimi vrednotami, naprimer. Vse to je en spekter, ki ga pride jeza povedati. Zdaj, če jaz to jezo izrazim, se lahko vzpostavi en odnos, en dialog in midva poglobiva odnos, ker nekdo na drugi strani me začne poslušati in reče, oprosti, nisem vedel, razumem, zdaj bolj vem, kdo si ti. In v tem primeru ne pride do zamere. Samo odnos se je poglobil in bolj pristno sva se povezala in začela živeti skupaj. Če pa jaz jezo potlačim in si rečem, glej ga, kak je. In grem nekam drugam in rečem, a veš, kaj mi tale dela. In začnem to zgodbo napihovati in jo nikoli ne rešim z dotično osebo, potem pa raste v srcu zamera. In to je zamera. In takrat potrebujemo odpuščanje. Kaj pa, če ne mogoče to rešiti z dotično osebo? Potem je pomembno, da rešim pri sebi. Da rešim pri sebi, da si poiščem pomoč, da govorim o teh stvareh, da grem v razumevanje, zakaj se je meni to zgodilo. Ampak ne v smislu, kaj sem jaz kriv, kaj sem jaz zdaj narobe naredila, da se je to meni zgodilo. Pač pa v razumevanje, kaj je v meni, ki pravzaprav ne vem, da sem na nek način poklicala tako stvar v svoje življenje in da se zdaj jaz s tem ukvarjam. In to je lahko en bogat doprinos za en moj
osebni, čustveni in duhovni razvoj. Ne? Lahko pa ostanem zakrknen človek in žrtev neke krivice, ki se mi je zgodila. In to sta vedno dve poti. In ta gre naprej v življenje in v doprinos, ta gre pa v bistvu nemoč in v nezdravje, karkoli bi že to potem pri vsakemu konkretnemu človeku pomenilo. Je pa odpustiti kar trd oreh, ne, ugotavljate skozi, bom rekla, različne generacije pravzaprav, ker se srečujete tako z mladimi, kot tistimi, ki imajo dobršen del življenja že za seboj. Kaj Ja, odpuščanje je trd oreh. In pravzaprav mi je ta knjiga, ki sem jo omenila, tudi zato všeč, ker eden od korakov bolj proti koncu je prepustim se milosti, prav tako reče milosti odpuščanja, da bo to, če verujemo v Boga, razumem, da bo to prišlo nekje od Boga k meni, če verujem pač v neko drugo višjo silo, da se k njej obrnem, da rečem, pravzaprav mi sami težko, tako toliko truda vložimo, da rečemo, zdaj sem pa tukaj, zdaj pa odpustim. Tako v bistvu mi samo lahko res cel teren pripravimo, zato so ti koraki tako pomembni, potem pa začutim, da sem se osvobodil in da se je pač odpuščanje v meni zgodilo. Trd oreh je pa zato, ker toliko stane človeka, ker mora iti vase. Ker to ni tako, ja, v redu ti odpustim. S besedo lahko, ampak s čutenjem malo težje. Srce mora biti tam. Jaz lahko z besedo marsikaj rečem, jaz lahko z besedo zdaj vam rečem, jaz sem v Ameriki, pa nisva, pač beseda pa je tukaj. Tako lahko rečem, jaz sem odpustil, pa vidiš, da je vzvišen. Ker odpuščanje pravzaprav ni moralna več vrednost. Odpuščanje gre čez srce. Odpuščanje naredimo tudi zaradi sebe, da sebe sprostimo, da sebe odvežemo, od enih zamer, zavezanosti, nekih krivic. Mogoče se premalo zavedamo, da pri vseh teh čustvih, z jezo, z zamero, naredimo več škode sami sebi, kot pa nekomu, na katerega vse to projiciramo. Ja, res je. Res je, in tukaj nimam kaj dodati. Se pravi, če jaz gojim v sebi jezo in jo tlačim in potem se ustvari ta zamera, gre na moj račun, gre na moje zdravje, gre na moje življenje. Oni tam na drugi strani nima popolnoma nič od tega. In gre na moje odnose. Na moje odnose. In ko govorimo o odpuščanju, nam že sama beseda približa, kaj je pomembno narediti. Pustiti. Odpustiti. Da to gre iz mojega življenja. Da rečem, ne želim, da je to del. Spustim, tam naj bo, naj odide. Jaz grem naprej tukaj. Kaj, če lahko umsko spustiš, ampak v srcu te pa še nekaj tišči in zavezuje in ne moreš popolnoma spustiti? Kakšnih pristopov se v takem primeru lotevate? Pa to je zelo dobro vprašanje, kar ste zdaj rekla, ker včasih si glava, naš razum želi, da bi mi to zmogli spustiti. In tudi si rečemo, daj, kot bi recimo se preka, daj, Mateja, pozab, pust, pejt naprej. To je tisto, kar sem prej rekla, vržeš čez ramo, v resnici pa ne. Ampak kaj pomeni spustiti skozi srce? Pomeni iti čez vso to stisko in bolečino. Pravzaprav nimam drugega odgovora, se tukaj že malo ponavljam. Kar je pa naš terapevtski pristop, pa če jaz vidim, da en človek se težko, kar tudi z besedo odpre, pa začne razlagati, pa spusti čustva, potem pa pač uporabim mogoče neko telesno terapijo kot en pristop, kjer mogoče greva bolj preko telesa, pogledati za to, da telo lahko nekaj odloži. Tako, skozi vsa ta leta svojega terapevtskega dela sem se prav ob ljudeh, ki so iskali pri nas, pri meni pomoč, tudi sama usposabljala in iskala poti in načine, kako še kaj narediti, kako še bolj pomagati. Tako da čutim, da je ta terapija, ko gre na telo, da je res tista zadnja inštanca, ker naša čustva so tudi tako narejena. Najprej začutim, vem mogoče celo, kaj čutim,
Ampak če nič ne bom s tem naredil, bo padlo na telo. Včasih pa ne vem, pa avtomatično pade na telo, pa mi potem telo pove, da sem jaz, ne vem, v neki jezi, v neki zameri. Ampak kako telo pove, kako občuti človek na telesu, skozi telesno terapijo? Recimo oseba, ki je imela srčne aritmije in medicina ni imela odgovora, zakaj. Ne, se pravi, njega pa konstantno, ne, se pravi, je to srce mu razbijalo in nabijalo in ga tudi spravljalo včasih v stisko, ker če ti pa srce zatrepeta, pa vse v tebi zatrepeta, ne, ker pri srcu gre za življenje ali smrt, ne. In včasih je to, ker je srce bilo preveč obteženo, obloženo, ne, in enostavno ni zmoglo, ne, speljati vsega, kar teče skozi njega, ne, ker ne teče samo kri, teče vsa naša čustva, ne. Se pravi, kako potem to rešujete na terapiji skozi ta telesni del? Ja, to je kar, to je mogoče malo kar zahtevno za razlagati, pa odgovarjati. Ampak v vsakem primeru ta človek, ki je na terapiji, občuti nekaj skozi telo, neke občutke, neko težo, morda neko tesnobo. Včasih oziroma večinoma poskušam povezati, da začne poslušati svoje telo in da začne spraševati telo, kaj telo ve. Jaz pa še ne, po domače rečeno. Ne? In se začneva učiti, in tudi recimo pri telesni terapiji je zelo pomembno, da človek ni v tem sedečem položaju, glava po koncu, ker pol takoj gre na razum in na kontrolo in na vse, kar moram jaz predvideti in vedeti, kje in kaj. Ampak gre velikrat na to, da se človeka, ne vem, da ležati na blazinico, tako, da je glava spuščena, da tudi sam najde en položaj in da se ga potem skozi to, na nek način vodi. No. Je pa to zelo težko razlagati. Veliko rajš imam, da nekdo pride in ima eno izkušnjo in pa vidi, kako verjetno se to zgodi. Verjetno so izkušnje zgodi. različne. Ja, ker so itak različne. Ja. Mateja, kaj je lažje odpustiti sebi ali drugemu? Ja, jaz pa ugotavljam, da ljudje zelo težko sebi odpuščamo, ne? Da še druge še nekam pošljemo, pa si rečemo, ajde, saj so taki, kakršni so, ne? Tako pa ne grejo, pa pustimo jih primer, pa začnemo pa sebe gnati, ne? Zakaj sem to, če ne bi bil tam, če ne bi bilo to. Spomnim se ene gospe, ki je imela hudo prometno nesrečo in luštna, mlada, lepa, tako na začetku kariere življenja, ne? In po tisti nesreči je postala, ne vem koliko procentna, precej visok procent invalidnosti na vozičku in tako. Nesreča je bila pa samo v tem smislu, da je ona zapeljala na avtocesto, ne, se pravi ta uvoz na avtocesto, nekdo pa po ne vem kakšnem ključu je pa potem nasproti ji pripeljal in se zaletel v njo, ker ne bi smel, ne, se pravi, ki je šel v napačno smer. In jo je naredil je totalko in tudi njo tako hudo poškodoval. In najprej tako, da je bila, kaj ta človek, kaj mi je naredil, gor dol, uno tretje, ne, tako. Na koncu je pristala na to, da je rekla, zakaj sem jaz šla glih tisto minuto tja, ne. Mislim, kada bi vedeli, pa ne bi nikjer bili, ne tle, ne na cesti, ne nikjer, če bi vedeli, da se nam bo naslednjo minuto nekaj takšnega zgodilo, ne. In to je težko, ne, ko začnemo sebe gnjaviti. Ampak jaz v tem gnavljanju sebe razumem kot še en zadnji poskus, ki bi rad razumel, kaj naj zdaj s tem v življenju naredim. Sploh, ko se nam zgodijo težke stvari, jih je zelo težko integrirati, pomestiti v svoje življenje in si jih usmisliti. Ne? In tako razumem to. No? In zato tudi to odpuščanje sebi je tudi kar en dolg proces. Ja. Da si daš tam mir in da rečeš, glej, nisi vedel, nisi znal, nisi mogel naprej vedeti, da se bo to zgodilo. Ne? Kako naj odpustimo, ne vem, partnerju, če nas je prevaral? Kako naj odpustimo
možu, ki, ne vem, je alkoholik, kako naj, lahko bi še naštevali staršem, ki, ne, da ne bova šle zdaj na konkretne primere. Kako? Če recimo vzamem prvi primer, ki ste ga omenila, mož prevara ženo, tudi žena lahko prevara moža, ne, da ne bomo enostranski. Odpuščanje se lahko začne, kadar, ali pa je na pot odpuščanja se lahko začne, kadar naj ta mož poskrbi za to, da prevaro prekine. Če želi, da bi z ženo nadaljevala pa zgradila. Se pravi, in tukaj je dopolnitev tega prvega koraka, odpovem se maščevanju in prekinem dejanja, ki žalijo. Se pravi, tukaj jaz poskrbim, da ne bom več žrtev nekih krivic, neke žalitve, se temu umaknem. Na tak ali drugačen način. Tukaj je zdaj toliko, kar je krivic, toliko, kar je ne teh zgodb, toliko je potem tudi poti, kako se ta stvar prekine in ustavi. In to je pravzaprav pogoj, da sploh lahko nekdo začne procesirati eno odpuščanje. Zdaj, če želi ta odnos biti skupaj in zgraditi ga nazaj skupaj, pomeni, da mora ta, ki je prevaral, močno sodelovati in sprejemati, kaj je povzročil na drugi strani. Če je povzročil grozo, nezaupanje, bolečino, stisko, potem mora biti sposoben to slišati strani žene. Glej, to si mi naredil. Ne pa da reče, dej ne kompliciraj mi, jaz sem ti zdaj to povedal, ne bom nikoli več, vem, da sem naredil narobe, pozabva, pejva naprej. To ne pomagaš srcu, da bo lahko odpustilo, ampak mora srce se še nazaj zakočiti in tiščati. En tak odnos pomeni, vedno znova bo to nezaupanje vznikalo. Tudi po 10 letih lahko vznikne pa reče, a kaj greš zdaj ti tja na službeno potovanje, a mi boš zvest. In če je tam nekdo, ki je čustveno zrel in je predelal, tudi pri sebi svojo zgodbo, bo rekel, lahko mi zaupaš, da bom poklical. Se pravi, se povezujeta in si odpirata te stvari. Kar tako na klik, pa na ukaz, pa zdajmo zapreti, pozabiti, se pa v srcu nič ne zgodi. To so samo besede, ki jih na zunaj postavimo. Kako pa vemo, da smo v resnici odpustili? Kako se to čuti na odnosu? Kako se čuti v komunikaciji s tem človekom? Čutimo, da smo šli v globje zaupanje, da smo lahko bolj mirni, da nimamo več tistih črnih misli in preganjanja, kaj pa če, tako. Tudi čutimo, da nimamo več te potrebe, da bi mičkan še kakšno kajlico spustili človeku nazaj, kdaj, tako. Tudi, ko pride spet recimo do nekega konflikta, ki je čist na drugi ravni, za neko drugo stvar, da pa lun ne podmaže nazaj. Ja, sej, ti si me pa prevaral, zdaj ti pa mal, tako, ker se lahko tega ogroman vrti in preigrava v odnosu. Veliko delate z zakonskimi pari, pravzaprav tudi pripravljate ljudi na zakon, pa morda kakšna izkušnja iz vseh teh terapevtskih in ostalih delavnic, kje si partnerji, bom rekla, največkrat zamerijo oziroma prosijo za odpuščanje. Res je zelo različno. Težko bi izpostavila eno stvar, ki bi rekla, le to pa je tisto. Ker je res od človeka do človeka. Tudi različno smo občutljivi. Meni narediti eno krivico bo, ne vem, nek specifičen način, ki se bo usedel name, zaradi tega, ker če se vrnemo nazaj na moj začetek, če imam jaz izkušnjo, da se rodim v ta svet in da nekdo, ki me je rodil, odide in zgine, sem jaz zelo občutljiva na to, da nekdo kar zgine iz mojega življenja. In to bo mene zabolelo. Nekoga drugega ne bo. Prej ste me vprašala, kaj so tiste predispozicije, da nekdo tako doživi, nekdo tako doživi. Tukaj so te zapisi. Se pravi, jaz sem bolj dovzetna na to, da rabim več besed, ko mi nekdo reče, glej, grem, pridem nazaj takrat, tako. Zato, da sem jaz lahko mirna ob tem. Ampak to je moja zgodba. In tisti, ki živi z mano,
me v tem sprejema in se uči biti na tak način z mano. Ne? Ni to nek klišej ali pa nek teoretski model, tako pa tako je, pa tako pa tako je. Pa kako pomembno je, da smo pozorni na te svoje zgodbe, Tako. na Tako. to, kako odreagiramo Tako. v določenem trenutku. No in še to, če se vrnem nazaj, ko ste me vprašala, ne, v tem delu z zakonci, pa z fanti in dekleti, ki želijo, ne, iti živeti skupno življenje, se poročiti. Mi ogromno vlagamo v to, da se pogovarjajo med sabo. In to je tisto, kar je osnovnega pomena, da rečemo vse si povejte, vse, ne tiščati stvari, ker takrat odnos umira. Ne? Odnos je ko ena žila. Ne? In če stisnem, pač ne gre nič čez. In to je tisti doprinos, prepovedovati si stvari, povedati, kaj se je zgodilo z mano, kako jaz to doživljam, vprašati drugega, kako je pa tebi, ne? Kako pa ti to doživljaš. Kaj pa zamere, ki jih nosimo s seboj iz otroštva, iz mladih, najstniških dni morda? Enih se zavedamo, drugih spet ne. Kako naj otrok pristopi do starša? Govoriva o odraslem otroku. Odraslem otroku. Tukaj bi povabila, če poslušajo starši, da odprejo poti in odnose, da jim otrok lahko pride povedati. Ker to je nekaj tako dragocenega. Ker to ni, ne, starši ponavadi se umaknejo in se zaprejo, se zakrčijo in rečejo, ja, naredil sem največ, kar sem zmogel in znal. Ja, taki časi so bili, tako je bilo. Vse to je res in tega ne bi rada razvrednotila. Je pa tako dragoceno, če reče, povej mi, kako je bilo pa to tebi. In da ti lahko nekdo izpove se. To je že pol zdravja pol, ne? Otrok se čuti, takrat me nisi znala slišati ali pa me nisi znal slišati, zdaj pa me poslušaš. Jaz ti lahko povem, ne, svoje doživljanje, svoje stiske in ti me slišiš in ti sprejemaš, da sem jaz tako čutil, ne rečeš, dej, sej ni bilo tako, to ti malo pretiravaš. Ne? Verjetno največkrat tak odziv. Nažalost je velikrat tak odziv, sem pa hvaležna in ganjena ob vseh starših, ob vseh očetih in mamah, ki so sposobni odpreti ta prostor nazaj otroku. Zdaj pa, če otrok ima že pokojne, odrasel otrok, da ima pokojne starše, pokojnega očeta, pokojno mamo, jaz včasih rečem, glej, tam, kjer je to telo pokopano v zemljo, pet pa na ta grob, pa pros, da bi ti lahko ene stvari odpustil, pa da ti ni pomagata, kjerkoli že sta, karkoli veruješ in verjameš, da sta pač ta tvoja dva nekje. Zadnjič sem se pogovarjala z eno najstnico, ki je rekla, da jo mama nikoli ne objame oziroma jo nikoli ni objela. Takih zgodb je res veliko. Se pravi, kako odpustiti v takem primeru staršu? Zdaj, lahko se vrneva nazaj na korake, pa jih malo preskočva, ker eden od korakov na poti odpuščanja je tudi začnem razumevati tistega, ki me je ranil. In ta je težak. Tukaj marsikdo zapre vrata in odide. In reče, kaj? A zdaj mogo pa jaz še unga človeka, kaj takega bom mogel razumeti. Ne, to pa, tukaj pa nehamo. Ne? Do zdaj ja, tle se pa konča. Ampak pomaga. Ne? Ta mama ima v sebi en razlog, zakaj ni zmogla objeti svoje hčerke. In ta hčerka ni nič kriva za to, da jo mama ni objela. Ona nosi samo posledice. Mama ima razlog. Se pravi, na nek način tudi mama ni v narekovajih kriva. Ne? Se to prenaša? Se prenaša, ampak kaj je ena, bom rekla, ena spodbuda ali pa ena pot odraslega človeka, da pravzaprav pogleda, kdo je in kaj vse nosi v sebi. Sploh, če gremo v materinstvo pa v očetovstvo. In da začnem razumeti, kaj se meni odpira ob tem otroku. In da to ne obesim in ne ukrivim otroka za to, da je on nemogoč, da sem jaz tak in da se jaz tako obnašam. Ampak da razumem, da sem jaz to od nekje s sabo prinesel in da jaz to dogradim. Otrok ne more dograditi, odrasli ljudje pa lahko dogradimo. Dogradimo in predelamo neke izkušnje
in si naberemo novih izkušenj, se odpremo nečemu lepemu, boljšemu, dobremu. Ampak prav to, kar ste dejali, a zdaj bom pa jaz mogla nekaj narediti, pa ti si zakrivil karkoli že. To moč, kako jo, odkje ne potegniti, kje jo poiskati, da nam to uspe. Tudi sicer v življenju. A zdaj se bom pa jaz mogla upravičiti, a zdaj bom pa jaz mogla narediti korak proti tebi, ne glede na to, da si ti stvari postavil, bom rekla, v napačno zaporedje, če se takole izraziva. Se pravi, kje poiskati ta vzvod, da bom vendarle jaz lahko, da si sploh ne postavim takih vprašanj, ali če že naredim prve korake. En del tega je sigurno čustvena zrelost človeka. Bolj, ko smo čustveno zreli, kaj to pomeni, da svojih čustev ne zatiramo, da se jih zavedamo, da znamo rokovati z njimi, da jih razbiramo in tako. Več bom lahko tega naredila. Ne. Drugo je to razumevanje, kot sva ga tudi danes v tem pogovoru že omenili, sej ne gre za drugega, sej gre zame. Sej gre zame. Če jaz stradam in ne spijem vode, ker sem toliko jezen, ker me je polil z vodo, mu to res nič ne koristi. Samo jaz sem žejen in sušim svoje telo. Ne? In če to razumem, da gre tukaj zame in da to ne pomeni, da se jaz zdaj tam ponižujem, klečeplazim in prosim nekega odpuščanja in odpuščam, ampak da gre za moje zdravje, da gre za mojo suverenost in dostojanstvo. Vse ti mehanizmi so noter. Pa je mogoče lažje stopiti na to pot. Ko rečem, Mateja, zate gre. Glej, tisti ni mogel. Ok, kaj pa jaz lahko? In to so zgodbe ljudi, ki so prodrli v svet in naredili v tem svetu marsikatero revolucijo na področju naših odnosov. Ena taka zgodba je, kako je pa že ime temu? Žerar. V glavnem knjigo je napisal Močnejši od sovraštva. Sečem, taka kruta zgodba. Mama ga je pustila pri 3 letih. Celo za cestno svetilko ga je zavezala, ko je odšla od tega moža. In pa ga je oče našel jezen na ženo, ko je odšla, ampak znesel se je pa na dan in ga je v bistvu toliko pohabil, da ko piše knjigo, pravi, zrastel sem moža z razbitim obrazem in z razbitim srcem. Ampak za muko duše je šel po tej poti odpuščanja in danes ima ta skupaj ženo nekje v Franciji, se je to dogajalo, sanatorij, kjer sprejemajo te zapostavljene, zanemarjene, zlorabljene otroke. Se pravi, ko se je v meni zgodila ena krivica, jaz se lahko odločim, a bom žrtev te krivice in bom samo jamral in bo vse grozen in bom šel v nemoč in bom rekel, to se mi je pa nezaslišano zgodil, nič ne naredim, ali pa rečem, iz te groze, iz te travme, iz te stiske, iz toliko velike krivice želim nekaj narediti tudi za ta svet, tam naprej. Ampak, če bi jaz igrala vlogo žrtve in ne bi slišala teh vaših besed, kaj bi mi rekli, kaj bi mi svetovali? Kako bi mi odprli oči? V terapijah nič kaj dosti ne šparamo z besedami. Se pravi, nikoli ne kritiziramo, nikoli ne vpijemo na ljudi, nikoli jih ne sramotimo. Ampak, če vidim, da je nekdo v vlogi žrtve, bom to tudi iskreno iz oči v oči povedala. Rekla, glejte, v vlogi žrtve ste, zakaj vam to ustreza? Ta vloga žrtve vam ne bo nič dobrega prinesla. Zakaj bi vi radi v tem ustrajali? Dajva pogledati to. In pa počas, se lahko človek odpira, pa je. Prej ste rekli besedno zvezo čustvena zrelost. Od česa je odvisno, koliko je en človek čustveno zrel ali ne? Ja, ogromno pri čustveni zrelosti lahko naredita oče in mama, ko vzgajata svojega otroka in razumeta, da noben otroček ni čustveno zrela osebnost. In da pri otroku je normalno, ker se razvijajo možgani in nimajo
še razvitka tega čelnega režnja, se pravi ta del možganov, ki prevzame, ko bi rekli, kontrolna plošča in tako. In da je otrok logično, da ga bo razmetaval, da bo vpil, da bo vrgel se po tleh, da bo razmetaval stvari. To ne pomeni, da ga bomo prepustili njemu samemu, ampak da bodo zraven eni odrasli možgani, ki bodo otroku rekli, razumem, jezen si, tole bova zdaj tako naredila in bo tako na en blag, miren način zdržal ob tem otroku, s tem ga uči čustvene zrelosti. Se pravi, naša čustva potrebujejo besede in potrebujejo potem tudi ena konstruktivna dejanja. Zato imamo čustva. Tisti, ki pa se ne zaveda pomena čustva, ki ga je preplavilo in ki nima besed za to, potem bo šel pa v acting out, kot temu rečemo, se pravi, bo znoril, bolj zloputno zvrati, bo nekam poslal vse v tri krasne, ne? Ti bo nekaj zabrusil, te bo zmerjal in takrat vemo, da je človek pravzaprav žrtev svojega čustvenega sveta, ki ga ne zna uporabiti sebi v dobro. Zdaj pa, če mi pa starši niso dali te opreme, se pa učim skozi nadaljne odrasle odnose, ne? Ker si ne želim biti človek, ki bo kar hodila po svetu, pa zmerjala, pa luputala, pa ne. Jaz imam najmanj čustvene zrelosti, kadar vozim na cesti, pa jaz imam tako rada varno vožnjo, pa umirjeno vožnjo, pa vožnjo po omejitvah in tako naprej. In najbolj sovražim, kadar mi nekdo na avtocesti vzad preleti, vidi, da so 3 kamioni, a ne na desnem pasu, da se nimam kam umakniti. In odzadi na vso silo trobi in hupa in tako. In si rečem, sej se bom umaknila, sama lahko ne nanuriš, sej se bom. Ne? Skozi življenje pridobivamo na čustveni zrelosti, naj bi. Lahko. Lahko. Ja. Zmeraj imamo priložnost in možnost, da to naredimo. Pa je prav, da si mogoče v takih situacijah, ki smo jih danes že obdelovali, postavimo vprašanje, kaj lahko jaz storim, da bom iz neke, bom rekla, situacije, na katero nisem ponosen, iz neke situacije, ki mi sicer ni blizu, v narekovajih iztržil največ čustvene zrelosti oziroma koraka, da bom jutri boljša oseba, kot sem danes. Se pravi, če rečem takole, učimo se na napakah, da napako uporabimo kot vzvod, vir učenja. Se strinjam. To je, kaj reči. To je tisto, k čemur naj bi težili, zato da bi nam bilo jutri lažje? Ja. Pa to, kot sem že omenila, ne, da se pogovarjamo s ljudmi, ki jih imamo okoli sebe, da povemo, kaj se z nami dogaja. Verjetno nismo pa poklicani za to, da bomo drugemu povedali, kaj se z njim dogaja, ali pač? Velikrat se pokličemo, zato pa okličemo. Ne? Mi bolj vemo, kaj moraš ti narediti, kakor ti sam. Ja, to je zelo nevarno. Ne? Tukaj so zelo spolzka tla. Zdaj, če sta dva v enem globokem pristnem odnosu, bosta zelo sprejela videnje in kaj drugi vidi, kako me vidi. Ampak bo to tako v enem takem duhu enega ljubečega ozračja in se ne bom počutil ogrožen in napaden. Če pa pridem s to držo, da sem jaz vzvišena, ker vem, kako se moraš ti popraviti, to pa ni način, ker kako bi pa jaz lahko vedela. Pravzaprav vsak ima svojo notranjo pot zorenja. Morda nekdo ni še pripravljen, da bi stopil na to pot. Tako, včasih pa se lahko srečamo tudi s tem, da je lahko nekdo tako globoko ranjen, mogoče terapevtsko rečemo, da so možgani pravzaprav tako poškodovani, ne v smislu, da ne bi mogli funkcionirati kot se pogovarjati, delati in tako, pač pa za to čustveno zrelost, da so toliko težki in ranjeni zapisi, da nekdo ne more in ne more splavati ven. In nisem jaz tista, ki sodim za to. Nisem jaz tista, ki bi lahko rekla, s tabo pa ne bo nič. Pa pridete na teh delavnicah do nekih globokih zamer res iz preteklih generacij. Se to velikokrat zgodi, da pravzaprav
se nam nekaj dogaja, pa sami nimamo pravega odgovora ali razlage, zakaj ravno meni. Pa potem, ko pridete do neke situacije v preteklosti, rod ali dva, morda več nazaj, se zadeve začnejo postavljati na svoje mesto? Zdaj, moja najmočnejša izkušnja prav preko teh procesov odpuščanja je, da ljudje pridejo ozaveščeni z točno določeno zamero, ki jo prinesejo. Ker, to govorim zdaj o delavnicah, proces odpuščanja. Se pravi, on vidi povabilo, vidi naslov, proces odpuščanja, vidi celoletni program in reče, tole rabim. In moja izkušnja je, ko pride v to, ne pride tako, ne vem, zakaj sem prišel, sam mislim, da je dobro, da bi bil tle, ampak pravi, rad bi razrešil, ne vem, zamero z babico, zamero z mamo, zamero z očetom, zamero s partnerjem in tako, ne. Da imajo že kar precej postavljen in lociran, kaj bi radi naredili. Pa nas te zamere držijo na mrtvi točki na različnih področjih življenja lahko. Tako, ja. Se pravi, lahko imam zamero do ene osebe, ampak ta zamera vpliva na vse moje ostale odnose. Tudi na to, da si morda ne zmorem dobiti partnerja ali ga obdržati? Tako, tudi na to. Tudi na to lahko, ja. Se pravi, so to res boleči procesi razreševanja. In lepi in globoki hkrati. Se mi zdi vredno vedno to zraven poudariti, ker se bi lahko nekdo ustrašil, kamo zdaj po tej bolečini vrtali in jo tam odpirali. Ampak gre za zdravje, če hočemo telo pozdraviti, včasih tudi dopustimo, da nam telo odprejo, pa nekaj tam počistijo, pa prerežejo, pa odrežejo in tako. Včasih je treba na čustveni, duhovni ravni enako narediti, da se pač treba odpreti in pustiti, da gre to ven. Pa katero čustvo nas najbolj duši? Ja, so strah, je jeza, te dve čustvi sta kar močni v našem življenju. Tako. Tudi telesno jih lociramo, tukaj v ta del. Si jezen, da bo tle neki bi kar zrovel tukaj levan, ali pa strah, čutiš, kako ti trepeta. Tako. In tukaj je tudi en tak vitalni del našega telesa, ko malo zaznavamo življenje, stvari okrog sebe. Ja, sploh slovenski narod ali pa recimo ena pot, ko jo je tudi krščanska vzgoja v naših življenjih, utrdila je, da je jeza greh. In to se mi zdi tako nezaslišano, ker si rečem, nihče ne reče, oko je greh, uho je greh, glih tako je jeza položena v nas, v našo naravo, kakor tudi fizično telo. In ne gre za noben greh. Gre pa za to, da lahko mi iz jeze res nekaj slabega naredimo, če jo ne znamo regulirati pa kontrolirati. Ampak tisto ni jeza, ki je sama po sebi narobe in napačna. Tisto je to, kar sem jaz iz te jeze naredil. Enako kot z nožem. Jaz lahko nož primem in odrežem kos kruha in nasitim nekoga, ki je lačen. Lahko pa nož primem pa nekoga zabodem. Pa sem z isto stvarjo naredila dve zelo različni stvari. In tako je jeza. Jeza je namenjena za to, da se mi opolnomočimo. Strah je namenjen za to, da se mi znamo zavarovati. Tako. Prej ste omenila krščanstvo, pa me je asociiralo na pravzaprav vašo pot, živite posvečeno življenje znotraj Frančiškove duhovnosti. Vam je morda prav zaradi tega tema odpuščanja tako zelo blizu? Mogoče tudi. To nisem še nikoli tako razmišljala pa povezovala, da bi rekla, to je pa prav zaradi tega. Nasplošno čutim, da sem naravnana na to, da me zanimajo odnosi, ljudje, kaj čutimo, kaj se dogaja v nas. Zelo me zanimajo travme, ki so jih ljudje doživeli. Kakšen mi reče, kako lahko cele dneve sediš in to poslušaš. In rečem, ne vem. Tako kot lahko nekdo cele dneve stoji v salonu in frizira ljudi. In je vesel ob tem, tako. In se češ, glej, različni smo si. Sigurno pa je ta pot posvečenega življenja in moja vera in vse, kjer sem rasla in se poglabljala, doprinesla k globjemu razumevanju
a ne te poti. In da se mi zdi vredna, no, da ni to neka moralna zapoved ali pa nekaj, kar moreš, ker to je najhujš, ker ti nekdo reče, moraš odpustiti. To ne moreš ukazati. Ne. Pravite, da je v našem prostoru veliko zlorab. Kako naj človek odpusti v takem primeru? Zelo pomembno je, da se te zlorabe obelodanijo, da se ve, da gre za zlorabo. Zato je meni tudi izrednega pomena, ko nekdo pride, a ne, in se mu je zgodila neka zloraba, neka krivica, da imam jaz jasno besedo. To, kar se vam je zgodilo, je zloraba. To, kar se vam je zgodilo, je krivica. To, kar se vam je zgodilo, je kriminalno dejanje. In zdaj treba s tem nekaj narediti. Se pravi, ne da unmu človeku pač naprtiš, ja, je že za kaj dober, ali pa, ja, ne vemo, kaj si ti naredil, da se ti je tole zgodilo. Se pravi, sploh ne gre za to, ampak da se jasno da besedo, glej, tole je to. Potem se pa lahko iz tega kaj naredi. Zdaj, tako kot smo že debatirali, a ne, če lahko povežemo storilca in žrtvo, da si med sabo karkoli izmenjata, je eno. Če pa ostaja samo žrtvo, ki je nekaj doživela, je pa pomembno, kot smo rekli, ne, da ni več žrtvo. Ampak s tem pa živi? S tem pa živi, ampak to stvar lahko globoko procesira in iz nje nekaj zase naredi v življenju. In ni žrtv tega. Lahko odpustimo v življenju, to pa ne pomeni, da moramo biti potem s tisto osebo najboljši prijatelji tega sveta. Lahko se poti ločijo. Super. In je to... To je pa zadnji korak v tem procesu odpuščanja. Odločim se, a bom ta odnos obnovil ali ga bom spustil. Ni nikjer nobene moralne zapovedi, da jaz moram biti zdaj s tem človekom odprt in prijazen. Samo kar vem je to, da se s tem človekom ne ukvarjam več, da on ne zaseda ne mojih sanj, ne mojih čustev, ne mojih misli, ampak da jaz živim eno pot, eno življenje. Njemu pa iskreno želim vse dobro in da ne gre po svoji poti in ne rabim nič imeti. In lahko tudi v miru rečem, glej, ne grem tja, ker vem, da bom tam srečala tega človeka in meni ni dobro ga srečati. Pa tudi, če je to družinsko slavje. Moramo biti toliko zvesti sami sebi, tako, da rečemo, da postavimo mejo. Tako. Sploh, če se je v družini zgodila neka res težka stvar, kot naprimer, ne vem, spolna zloraba. Nikoli mi ni treba iti zdaj nazaj se tja, na nek način izpostavljati, prodajati. To pa ne pomeni, da sem v zameri. Pomeni samo, da sem si naredil distanco življenja, očistil svoje srce, spustil to, dal nazaj odgovornost tismu, ki je to naredil, ki je to naredil, in jaz grem po svoji poti naprej. Če se o neki taki zadevi, neki negativni izkušnji nočemo pogovarjati, to pomeni, da s tem še nismo rešili? Ne, nismo. Pogovor je pa kar izrednega pomena tukaj. Naša beseda je sredstvo, s katerim v bistvu izrazimo in tudi energijo prenesemo ven. In s tem tudi pomagamo prazniti svoje srce, svojo dušo. Kaj bi svetovali nekomu, ki nosi v sebi veliko bolečine in čuti, da ne zmore odpustiti? Zdaj, če bi prišel do mene in bi mi to povedal, kar ste mi zdaj vi povedala, bi ga najprej hotela slišati in razumeti o tej njegovi bolečini. Bi si želela samo o tem pogovarjati. Koliko časa je potrebno? Včasih nosimo sod bolečine. Pa morje bolečine. In je treba dati prostor tej bolečini. In potem vidimo, kam nas bo to pripeljalo. Nimam nobenih pretenzij, nekih pritiskov, tole moramo, zdaj bo pa takole. Ampak srečala bi ga tam, kjer je. Ker ta človek je ta trenutek res v tej svoji bolečini. In bi mu rada to ovrednotila, ga nagovorila, ga v tem srečala in razumela. Verjamem pa tudi to, da ko pridemo človeku naproti in ga sprejmemo in začutimo, ne samo sprejmemo, začutimo v tem, kjer on je, da je to vsakmu izmed nas eno olajšanje. Ta me pa razume. Ta je pa prvi, ki me je zares slišal pa pogledal. In se v človekovem srcu nekaj zgane.
Ker če jaz pridem tam in rečem, ste pa veliko bolečini, to pa treba nekaj s tem narediti, ne? Tako, dajmo malo mi testirati, koliko je te bolečine. Srečem, v človeka v bistvu porinemo tako, neke teste, neko mnenje, neko teoretično ozadje, človeka pa nismo srečali. Zato je tako dragoceno, no. Mi na terapijah, jaz nimam pred sabo zvezka in gledam človeka in si zapisujem, ne. Jaz sedim s človekom, ga gledam v oči in me zanima, kaj mi ima zapovedati in kako to v meni zavibrira in kako mu lahko na najbolj pristan, pa hkrati blag in nežen način povem nazaj. Ampak so pa tudi primeri vsakdanjega življenja, ko nekomu nekaj zameriš, ker, ne vem, 3 pikce, razlogo je lahko eno morje. A se v takem primeru sploh, ne vem, ukvarjate z tem, kako odpustiti, morda nekdo meni nekaj reče, pa me užali, pa mu zamirim, ali je to tako obrobna zadeva? Ali tudi to nekaj nakazuje? Jaz nobene zamere ne bi obrobno obravnavala in jo tudi tako označila in vzela. Lahko, da je ta zamera, tako bi rekla, banalna, v smislu, ko bi jo v dozuni presojala, ampak če je človeka nekaj prizadelo in če je šel v to, ni mi dobro, to nekaj pove. Zdaj, včasih, tako kot smo že rekli, včasih zamerimo, tako gre cak na hiter, se nekaj zgodi, potem, ko se pa začnemo poglabljati, to pa vidimo, da mi nosimo veliko večjo zamero in da je ta samo en alarmček še nečesa večjega tam od zadaj. Tako. Ko en vulkanček, mečken se pokadi, pa reče ljudje, zbudil se je, pa se imajo čas izseliti, pa zares izbruhne. Ne? Se pravi, ni dobro, da velikokrat to spet potlačimo, ampak da damo ta čustva na plano. Ja. Jaz tukaj nimam res nobene druge poti in predloga. To je moje delo, tako jaz vidim stvari in to mi je pomembno, da res damo prostor, kaj se v nas dogaja. Še imava korakov, kaj ne? Nekaj pa še, nismo še vseh. Katerega bi še priporočili? Mogoče, če greva po vrsti, rekli smo prvega, se odpovem maščevanju in prekinem dejanja, ki žalijo. Pa sva rekli drugega, posvetim se svoji bolečini, da mi prostor, pogledam jo. Pomenljiv je tudi 3. korak. Z nekom se pogovorimo o svoji rani. Se pravi, mi se danes pogovarjamo. Mi se danes pogovarjamo, mogoče bo to spodbuda nekomu, da bo zbral pogum, pa v resnici pobrskal po sebi, pa šel kakšno stvar še komu povedati. No. Ampak ta pogovor pomeni, da poteka v enem varnem ozračju in ni namenjen tožarjenju in ni namenjen obrekovanju in ni namenjen, po domače rečeno, temu, ko se malo sfiltriram, tako zato, da bom povedal, kakšen je drug, ampak je namenjen temu, da začnem pripovedovati svojo zgodbo in da tudi sam sebe slišim, kaj vse je v meni, kaj vse se je v meni nateklo. Ne? Ker ko gre to skozi moje besede, se rečem, tudi to je. Ne? Tako. Včasih sami sebe presenetimo, ko pripovedujemo. Tako da ta je kar, pa ne pomeni, mi je všeč tudi tam v literaturi, ki ne reče, najdi si nekega strokovnjaka in se pogovori z njim, ampak najdi si nekoga, ob katerem ti bo dovolj varno, da boš lahko izpovedal, kaj se ti je zgodilo. In da boš skozi to pripoved, ko boš pripovedoval, slišal, kje si in kaj se s tabo dogaja. 4. korak? Se ga pa tale hipec prav tako na pritisk ne spomnim, ampak mogoče pa katerega bi še izpostavili. Kjer je že naslednji. Eden od teh korakov, ki je meni tudi močan, je, da pogledam, kaj vse sem zgubil ob tem, kar se mi je zgodilo. Kjer vse stvari sem zgubil. Se pravi, ob krivici, ki mi je bila narejena, lahko zgubim dobro ime, lahko zgubim vrednost, lahko zgubim dostojanstvo, lahko zgubim tudi nekaj materialnega, lahko zgubim vrednoto, lahko zgubim zaupanje. Lahko izgubim samega sebe? Lahko izgubim en del. Jaz vedno rečem en del samega sebe.
ne vem več, kje sem, se znajdem v megli. Tako, lahko ta del potem prevlada v mojem življenju, ne, ker ga ta megla prekrije in zakrije. Tako da pa čišči samega sebe, da bi pa kdo zgubil nekje v srčiki, se mi zdi, da zmeraj smo. No. Kako tišina, kako meditacija, kako morda molitev pomaga pri premagovanju zamer? Pri soočanju, pri odkrivanju, kaj je v meni, kaj se je v meni nateklo. To je zelo blagodejna pot, da si naredim prostor, da si naredim to tišino, da si naredim neko obliko raziskovanja, da si naredim prostor za molitev. Včasih pomaga že to, da prav prosim, kar verjamem ali pa v koga verjamem, rečem, pomagi mi, da bi odkril, da bi razumel še kaj več od tega. Jaz sem prišel do tukaj, kaj pa zdaj, ne? Je potrebno veliko poguma, da stopimo na to pot? Mislim, da ja. Da to ni tako lahka pot. Ni to, a ne, da bi jaz zdaj ljudem rekla, pa ne, komplicirati, dejte, no, veš, koliko bo pol lepo. Razumem, da je to težek korak in da mora vdoznotri dozoreti. Tako. Vabilo je, lahko ena takale oddaja, en takle pogovor, da ljudje začnemo razmišljati, da se nas kaj dotakne. To je lahko en delček, ene spodbude. Ali pa neka literatura, ali pa nekaj, ko čutiš, da se ti je že tolikrat ponovilo, a ne, pa tle, pa spet v novem odnosu, pa tam, pa še ta je prišel, kako da se mi ponavlja iste stvari. Potem pa naredi človek en korak naprej. No. In to pa je ena moja spodbuda, da ne se bat. Včasih se pohecam, ne, sem gledala tele reklame, ko so bile za kolonoskopijo. Se pravi, za vse, ki smo po 50. letu, pa so nas avtomatično dali v ta svit program in so rekli, a ne, tako je tisti možiček narisan, pa gleda sebe, a ne, v ozadju pa prav, ne boj se sveta tam notri ali nekaj takšnega. No in enako se jaz pohecam in rečem, ni se nam treba bati tega sveta tukaj noter v nas. Lahko pogledamo, ne? Lahko uporabimo to, če rečemo na rekovaju kolonoskopijo, a ne, da pogledamo malo v svoje srce, v svojo dušo, v svoj način delovanja. Ker tudi, če bomo šli čez težke stvari, čez boleče stvari, čez temne stvari, vem in verjamem, da je na koncu luč in da je svetlo in da je dobro. Ni nam treba tam ostati zataknjeni. Lahko rečeva za konec, da odnose z drugimi gradimo na osnovi odnosa, ki ga imamo s seboj. Ja, absolutno. Takšen odnos, kakor imam do sebe, tako bom tudi s tistim, ki ga imam najraje v življenju, v bistvu postopal ali z njim gradil odnos. Ker ne morem iti dalj, a ne, kakor sem sam prišel. Kaj si želite za center skupaj? Za naš center skupaj si želim, da bi bili še dolgo skupaj. To je tudi eno tako naše poslanstvo. Potem, če se malo poigram s to našo besedo skupaj, da bi lahko na kup še veliko stvari nosili in potem iz tega kupa naredili neko lepoto življenja. Prav rada bi podelila eno izkušnjo. Precej let nazaj, ne bom se spomnila na letnice, smo počitnice za otroke osnovali v Gargarju. In Gargarci so se takrat zavzeli in so rekli, mi vas povabimo v naš kraj in vam damo, pejmo pogledati, kjer teren bi bil dober za ta vaš tabor za otroke. In so me peljali na en teren in je bil zaraščen, od robi do nekih grmičkov tam in rečem, ampak mi moramo tukaj postaviti 20 šotorov in to v njih ta velikih džemborjev. Vi samo rečete, bomo vse uredili. In sem rekla, ja, tle bi bilo idealno. In ko sem jaz prišla čez en mesec tisti prostor pogledati, je bil prostor počiščen, je bil prostor ko iz pravljice. In to verjamem, da se da narediti iz našega življenja. Pač, stvari so se zarasle, gremo v akcijo, zavihamo rokave, vzamemo motikco, kakšne rokavice, da se malo zaščitimo pred kakšnimi trni in gremo garati in delati. A ste veliko garali v svojem življenju? Kaj vas je življenje naučilo?
kaj mi je prineslo, kaj mi je naučilo življenje. Jaz čutim, da zdaj v tem obdobju, da imam vsaj majčkam bolj rada samo sebe, kot sem se imela kdajkoli prej. Da si dam več prostora in časa zase. Ker če bi pogledali mojo preteklost, sploh študentska leta, pa pol še kar eno obdobje po študentskih letih, sem se v resnici obložila z delom in nisem hotela nič čutiti in nič vedeti, kje sem in kaj se z mano dogaja. In zdaj pa je več prostora za to. Bolj se veselim življenja, dni, posameznih stvari, ki jih počnem, odnosov. In če naletim na nek težek odnos, ga veliko lažje prenašam, kot bi ga recimo, 20 let nazaj. Bi pa na tem mestu rada rekla tudi eno veliko zahvalo svojemu očetu in mami, ki sta mi na 50-letnico življenja izrekla javno, pred vsemi, ki so bili povabljeni na to moje slavje, opravičilo in sta rekla: Mateja, si najin prvi otrok, nisva znala vsega, oprosti nama, si naju veliko naučila. In tukaj še jaz danes začnem jokati. Tudi meni so se rosile oči. Hvala, Mateja. Enako ker ste prišli, pa tudi, če ste v naši družbi potočili kakšno solzo. V spodbudo in zavedanje vseh nas, ki smo starši in imamo starše. Hvala tudi vam za to, da ste preživeli nekaj trenutkov v najini in naši družbi. Upam, da sva odprli kakšne oči in predvsem odprli srce. Hvala, Mateja, in še kdaj nasvidenja. Hvala vam, Martina, in hvala vsem za poslušanje in za sodelovanje.